Dobrodošli v rubriki Vis-a-vis, nocoj z menoj, eden največjih slovenskih, če ne celo največjih čarodejev in iluzionistov, Magic Alexander. Dobrodošel. Hvala lepa, hvala za povabilo. Če pa koga bom povabil, bom pa tebe. Enkrat se bom pa prvoščil nekoga imeti, da mi je pa povedal eni stvari, ki me pa najbolj zanima. No, to je veseli. Čarodejstvo. Super. Ne, a sem prav povedal, iluzionist, čarodej, ki vem, da je v Mariboru, vsi ga poznamo, Magic Vladimirja, ki se imenuje, ki se kliče kako? Čarobni umetnik. Čarobni umetnik. Kako bi ti se rekel? Pa mislim, jaz sem mnenja dejansko, da smo vsi dejansko čarodeji, ker dobesedno prevod iz angleščine v slovenščino je pač magician, čarodej. In iluzionist pa karkoli je pa potem ta podzvrst, kar se v bistvu ti tretiraš, da si, ne. Večje stvari. Ja, recimo, ampak eni si pravi, da so manipulatorji, eni so mentalisti, eni so stand-up magic, ne, tako pač, to so te zvrsti, ker se pač vsak posameznik odloči. Ampak Vladimir je v bistvu to, da je, ker ko enemu reče, da si čarodej, se malo slabšalno sliši tu v Sloveniji in mi se probamo to malo boriti proti tem, da ni to neka taka stvar, da so rutice pa golobi pa to. Ti kdaj doreče čarovnik? Ja, tudi, ampak čarovnik ni, ker to je pa pol pravlično bitje, ne. Nimaš kape. Ja, točno to, ne. A veš, ni istega pomena, ampak absolutno je pa Vladimir dal super to, čarobni umetnik, ker dejansko smo umetniki mi, ne. Ja, na smislu, to je, kaj pa je to drugega kot umetnost? Točno to, ja. Če že ne zaradi tega, ker zahteva ogromno vaje. A je tako? Ja. A si ti, kaj te je navdušilo najprej za čarodejstvo? Koliko si bil star? 10 let sem bil 10 let si bil star, star. ja. 10 let, ja. Kaj je bilo tisto, da bi rekel, to je pa zame narejen? In ali si takrat vedel, koliko vaje bo to terjalo? Mislim, da me po mojem najbolj navdušil me je ta reakcija, ki sem jaz naredil na ta prvi trik, ki sem ga jaz videl. To me je najbolj fascinira, zaradi tega, ker sem jaz toliko časa razmišljal, ne, kako je zdaj to mogoče, kako je to zdaj on to naredil, ne. In se mi zdi, da me je to najbolj vrglo noter, ne, ker mi je bil všeč ta moment, da lahko priješ do nekoga pa rečeš, lej, tu imam kovanc, zdaj ga pa ni. In pol so vsi, kam je šel kovanc? In si kar naenkrat zanimiv, ne. In nekako prebiješ lahko tudi let z nekom, ne. In se mi zdi, da mi je to, ampak nisem se pa nikoli mislil, oziroma nikoli nisem si rekel, da sem to celo življenje s tem ukvarjal. Me je nekako življenje samo pripeljalo do tega, ne. Pa nisem si nikoli mislil, da bom mogel toliko veliko vaditi, da bom lahko prišel tu, kar sem zdaj. Tako da, ja. Kaj rabi največ vaje? Kaj so to? Manipulacije s kartami? To si predstavljam, Ja. da najbolj. Ja, tako, v bistvu največ, kar se tiče specifične vaje, so absolutno nekaj, kar se dela s kartami, s kovanci. Specifično je pač to zvrst manipulacije. To pač terja največ in to terja največ zaradi tega, ker v bistvu mi si dobesedno razvijemo nove mišice na svojih prstih in blazincah, da lahko potem mi začutimo neke stvari. In to terja leta in leta vaje, ne. Ampak največ je pa v bistvu potem, da ko ti to znaš, moraš pa to tudi znati pokazati, ne. In to je pa še največ vaje. Ta performance, showmanship. Prezentacija, ne. Da ti v bistvu narediš trik zanimiv, ne. Ker vsak zna čarati, ne. Samo noben pa ne zna prikazati trika na nek zanimiv način, ne. Jaz vem en trik, oziroma ene par trikov, če ti lahko pokažem, si to prav. Dej, prosim. Poznaš tega izginjajoča žoga? Ok, sem že slišal, absolutno. Si? Ja. Izvajaš tega? Ne, da ti nam pokazal nekaj, kaj izvajaš. Mislim, ne vem, no. Pač ja, tudi daj pa kdaj, no. A veš, Ja, pokaži. pozorno gledaš žogo, Ja, zdaj jo bom prijel, pazi, žoga zgine. odlično. Si dolgo vadil za ta trik. Ure, ne? Ja, ker ne smem trika povedati, ker Tako, ja. kaj pa tega poznaš? Lebdeča palčka, Ok. oziroma lebdeči svinčnik. Ja. Wow. Tega lahko razkrijem. Dobro. Pač. Dobro. Iluzija, ne? Ja, vrhunsko. Ja, to je to. To so te, veš, triki. Super. Ti še ostali nekaj spominov, vidim. Kaj pa mentalizem, mentalna magija? Ja, to je puncam všeč predvsem, če mi bereš misli. Aj, če jim bereš misli. Ja, ti sprije drago. Ej, zamisli si eno cifro med nič pa milijon. Ok, imam. Tele sem nekaj napisal pred snemanjem. Ok. Ali je bila tvoja cifra 800.522? Ne. Ne, ne. Lej, jaz ti ponujem nov šiht, če boš rabo, pride mojega asistenta. Mogel sem se malo pohvaliti. Ja, se pravi. Mogel sem se malo pohvaliti pred teboj. Daj mi pa, kater čarodej je nate, svetovni, slovenski, naredil največji vtis v življenju?
Jih je dejansko kar enih par, ampak čarodej, ki je bil, dva čarodeja sta v bistvu naredila največji vtis na mene. Prvi čarodej je bil čarodej Jeff McBride. On je v bistvu bil moj prvi neke vrste idol v magiji, ker v bistvu, ko sem jaz njega gledal, sem imel to čas, da sem ga lahko gledal v živo, sem pač bil totalno fasciniran, zaradi tega, ker on je v bistvu znan po teh svojih manipulacijah s kartami in pa to je bil 3-krat zapisan v Guinnessovi knjigi rekordi za najhitrejše prste in tako, pa zelo znan čarodej. In on je bil v bistvu ta prezentacijo, ki je kazal trike, v bistvu dal tega šarma noter. Ja. In zato me je to ful navdušilo. Z maskami tudi, ne? Tako, z maskami in vse in je v bistvu naredil neke vrste prav šov, ne. Potem čez čas me je pa najbolj navdušil Paul Daniels. Paul Daniels, britanski klasik. Legenda. Veliko ljudi, tisti, ki ga ne poznajo, po mojem, zdaj morajo iti takoj zdaj po tej oddaji, seveda, ki naj jo pogledajo, morajo iti napisati Link je spodaj. Ja. Paul Daniels, da se pogleda njegove genialne predstave in TV šove, ampak njegova najboljša stvar je bila pa ta, da je pa v bistvu imel lonček in žogco, pač to je v bistvu ni bil njegov najboljši ta znan trik, cup and ball, in je v bistvu naredil 10 minut šova samo s tem rekvizitom. In on je v bistvu dokazal, da ti ne rabiš nekih škatl, pa ne vem kva se, da lahko začneš z nečim manjšim. Ne. Tako da to me je najbolj, te dva sta me najbolj. No. Te je kdaj navdušil, jaz sem recimo odraščal, mi, ki smo letnik tam zgodnja ali pa srednja 80. leta, smo odraščali pa ob Davidu Copperfieldu. Absolutno, ja, absolutno. Tudi, ja, David Copperfield je itak legenda, ampak jaz še takrat, ko je on bil na televiziji, so v bistvu bili moji starši, pa to so skozi gledali ga, ne. Itak je David velik idol moj, zagotovo sem ga imel tudi priložnost poznati in moram reči, da je pač res eden po mojem najboljših čarodejev ever, pa po mojem, da bi ga kdo presegal, ne vem če. To, kar je vse ustvaril, ne. On si barval lase, a bi si ti tudi lase barval? Ja, zakaj pa ne, ne? Saj si moj oče tudi barva. A si? Ja, tudi, ja. Veš, ta črne barve. Pa Ja, tako. Bolj črna, kot črna luknja. Ja, tako, ja. Ampak ti si bolj, se pravi, si bolj zorientiran, recimo, nimaš takšne ekipe, kot ima David Copperfield. Kako res vem, to je 50 ljudi, ki skrbi za vse te rekvizite. Se pravi, tebe bolj, bi rekel, vleče v smer close-up magije, bolj v mentalizem. Ja. In se pravi, kdo pa je na tem področju bil? Od mentalistov, po mojem najboljši mentalist je zagotovo Darren Brown. Darren Brown, točno. On je po mojem ene izmed top mentalistov, ki je pač bilo ever, dobesedno, ker pač on je res, ne vem, če si imel daj priložnost ga gledati v Londonu, ko ima te svoje... Samo serije. No, ti priporočam, da enkrat, ko bo imel svoje te predstave, da si ga greš pogledati. Zdaj je imel glih turnejo pod njegovo predstave, se imenuje The Showman. A še dela? Mislim, da še ima, ja. Ampak zdaj prihaja spet nova, se skozi v bistvu menjuje na pol leta. Ampak ja, absolutno mene so v bistvu navdušile karte. Meni se karte ene tak ful zanimiv predmet, ker jih vsi poznajo. Pa ko narediš en trik s kartami za nekoga, so vsi tisti, wow, kako si to naredil, ne? Kako je to možno. In to me najbolj to fascinira. V tem rubrikah, se pravi mentalistov, close-up, je ogromno enih vrhunskih čarodejev, ki imam tudi srečo, da so v bistvu moji prijatelji, ki skupaj nekako izumljamo tudi trike, ki so v bistvu to čarodeji, ki dan danes izumljajo trike za Blaina, za Dynama in tako naprej. A so to Chris Kenner, recimo? Naprimer, ja. Od Chris Kennerja, recimo, en izmed mojih zelo dobrih prijateljev je Christian Grace. To je v bistvu angleški čarodej, ki izumlja trike za Dynama, za Blaina in tako. Pač to je, on ima v bistvu punca, mu je Slovenka. In je večkrat v Sloveniji tudi, tako da takšni v bistvu posebni kalibri, bi jaz temu rekel. Večkrat je bil v Sloveniji, ampak ni pa še nikoli cviček v vino spremenil. To pa že ne. Moram reči, dobra ideja, vidiš. Ja, ne. Poslovna ideja, lej. Tako, važna ideja. No, zdaj te bom pa konkretno vprašal, kaj ti še vedno počneš v Sloveniji? Glede na naš trg in glede na svoj talent. Ker vemo, da je slovenski trg majhen, ti pa se ukvarjaš, pa ne bom zdaj rekel, z nišno zadevo, mogoče se ukvarjaš z nišno zadevo, kar se tiče slovenskega trga. Ja. Absolutno se strinjam, ful dobro vprašanje. Veliko ljudi me to vpraša. Dejansko jaz sem si zdaj
nekako razporedil te svoje stvari, da ne samo, da nastopam v Sloveniji, ampak tudi nastopam v tujino in potem se vračam nazaj. Meni je recimo Slovenija zelo pri srcu in zato tudi tu hočem živeti do konca svojega življenja. Mi je pa všeč iti za en teden v Anglijo, pa tam nastopati, pa en teden v Italijo, pa v Švico, pa kamorkoli, ker mi pa najbolj mi deva tega največ zagona za naprej. Imel sem priložnosti, ogromno, imel sem priložnost, da bi šel na križarko nastopati, imel sem priložnost, da bi šel v Ameriko, ampak sem vse to zavrnil zaradi tega, ker potem, ko sem pogledal, ali bi bil vesel tam pol leta, da bi bil skozi, ne vem, veš, težko, ne. Mogoče se mi bo kdaj odprlo to, pa da bi lahko šel na to neko tako stvar, ampak trenutno sem zelo zadovoljen s tem, kar imam zdaj. Ko bi se mogel vprašati, če bi bil vesel tam ali če ne. A si nasplošno vesel, če se ti tekoči račun polne? To je del odgovora. Ja, mislim, absolutno, se pravi, to se vse zraven noter, ampak jaz sem si dejansko imam to srečo, da sem si nekako to svojo umetnost razširil. Jaz poleg nastopanja imam tudi svojo šolo, kjer poučujem mlade, starejše, nove čarodeje. Pa ne samo to, da bi oni postali čarodeji, ampak tako, da nek direktor znam pokazati neko finto, foro. Tudi imam v bistvu svojo neke vrste produkcijo, kjer izumljamo trike za druge talent šove, za druge artiste, za TV reklame in karkoli. In v bistvu na tak način potem si nekako polnem svoj ta tekoči račun, tako si rekel. Tako da sem zelo razširil v bistvu to svoje znanje, zaradi tega, ker predvsem, ko je bila korona, pa to, sem se dejansko vprašal, kaj je znam kot drug ne. In to je to. In jaz pa recimo imam ful veliko domišljije, sem kreativen in znam to nekako unovčiti. In sem nekako v tej fazi zdaj, trenutno. Tako da, kako razvijaš nove trike? Si rekel, razvijaš nove trike. A gre to za, ne vem, ti kot čarobni umetnik, zdaj sem že izgubljen, ne vem več, kako to mi reče, poznaš vse mehanizme vseh trikov, seveda. Normalno, da jih, če je to tvoj poklic. Se pravi, gre za permutacije teh mehanizmov, da lahko rečeš, ali kako. Je rekel, da si izumiš en nov trik. Spomnim se, v enem intervjuju je enkrat David Copperfield izjavil, da tudi, če nekdo razkrije na internetu, mislim, takrat, ko se je glih internet, ko je razcvetel in so se pojavili, recimo ta The Masked Magician, ki je razkrival Copperfieldove trike, in je Copperfield takrat izjavil kot nekako obrambo na to, je rekel, da sej, tudi če nekdo razkrije, jaz imam drugače 3 metode, kako to narediti. Pa sem si zmer mislil, nimaš jih. Tisti vagon, ne more biti druga metoda, kot ta, da ga pokrije, da gre vagon v stran in se potem samo ruta dvigne, ki se potem dol potegne. Ne moreš reči, ja, druga metoda je pa, da gre pod zemljo. Se pravi, kako izumljaš nove trike? Ja, ful dobro vprašanje. Dejansko, to, kar je rekel David, je zagotovo nekaj res, nekaj ne. Kar se tiče teh večjih stvari, ko jih ima on v svojih teh predstavah, in to težko je narediti drugo metodo, zaradi tega, ker že sam rekvizit je narejen z enim načinom, kako se ga izvede. On je v bistvu imel pa bolj tako v mislih, da ti dejansko lahko eno idejo, ki je v bistvu neka klasična, recimo, da karta izgine. In recimo, vsi so živeli ta trik, da karta izgine, ampak jaz pa lahko recimo zdaj ta trik, ki ti veš, kako je, ga pa spremenim, da karta izgine, pa se pojavi v tvojem žepu. To je ta sprememba zdaj. Da nisem karta izginila, ampak da sem še nekaj zraven dodal. Variacija. Variacija, naprimer. In v bistvu se tukaj prepletajo samo zgodbe in kako si ti uporabil ta trik. Ker triki so dejansko konstantno enaki, skozi. Ko vidiš nekega, sploh mi čarodeji, ko gledamo druge čarodeje, ne gledamo trik, ampak gledamo, kako je on uporabil ta trik v svoji zgodbi. In to je tisti največji čar. In to je v bistvu David mislil, da lahko ti dejansko obrneš to v drugo zgodbo in je v bistvu drugi trik. Ampak koncept korje je isti, to, kar se zgodi. Ampak ljudem, recimo mene tudi večkrat rečejo, jaz sem zdaj gledal na Masked Magician, ko je imel tiste 4 kroge, pa ima luknjo noter, jaz ta trik izvajam v predstavah in ljudje norijo. Ker vejo, kako se ta naredi trik, ampak ko ga vidi v živo, je totalno šokiran, ker ne more verjeti, ker ve, kak je, ampak ne ve. To je tisti pravi čar. Taki ljudje, ko mislijo, da vejo, so mi najboljša publika. Potem takem na nek način gledaš na to, kot da je bolj pomemben element v tvojem poslu storytelling in ne toliko mehanizem. Absolutno. Seveda moraš obvladati. Absolutno, ja, absolutno. In zdaj me zanima ena stvar. Glede na to, da je bil Copperfield ekstenzivno posvečen vedno storytellingu. Jaz, ko sem ga šel nazadnje gledati v Las Vegas, to je bilo
po mojih 10 let nazaj, če ne že več, je bila glavnina in rdeča nit vsega, kar je pokazal, ali njegov oče, ko je bil mlad, pa ko si en avto želel, pa je dobil to. Tega pri drugih umetnikih nisem nikoli opazil. Tega nisem opazil pri, recimo, če naštejem samo največje, ki so prišli do podobne slave kot Copperfield, Chris Angel, David Blaine in te podobno. A se ti zdi, da je konc teh časov, kjer so kot Copperfield, ki je baziral na storytellingu in je zdaj bolj na, bi rekel, na zadeve, ki so pred teboj, ki zdaj ti pa pokazujejo eno stvar. Kako ti delaš? Delaš bolj na storytellingu ali se ti zdi, da je to pase in se bolj klanjaš, bi rekel, novim trendom, ki so street magic, tako je hoč? Pa tako je, v bistvu, čisto odvisno, kdaj ti v bistvu te trike uporabljaš. Recimo ljudje, ki so Blaine, Dynamo, oni večinoma nastopajo na televiziji in na televizija pa spet druga stvar, ker tam imaš pa spet druge trike. Včasih so ljudje sedeli za televizijo in gledali 2 uri. Včasih je bilo. Zdaj prevrtijo, da vidi, kaj se je zgodilo, ker imamo to funkcijo, kar dejansko to uničuje, ampak hkrati moraš pa ti biti v bistvu zdaj pripravljen na to. In čarodeji, kot so recimo Blaine in Dynamo, oni v bistvu delajo trike, ki so hitri in pa dosti šokantni, v bistvu, da dejansko on ne ustvarja zgodba s trikom, ampak ustvarja zgodba na ljudeh. Se pravi, ko on ima neke, ne vem, ko je recimo v nekih getotih tam, ko kaže trike s kartami, ko tisti tam norijo, je v bistvu to glavni fokus, da je ta njegova reakcija od tega začela noreti in tako. Ampak zgodbo, če pa ti delaš za živo publiko, pa rabiš story. Zaradi tega, ker vsak trik tretira neko zgodbo. In tudi Blaine zdaj v bistvu izvaja v Las Vegasu ima svojo predstavo na vsake toliko časa in isto v njegovih teh predstavah razlaga o svojih idolih, o Mike Tysonu, kak je on njemu pomagal pri nekih stvarih, da je on šel vedno korak dlje in tako. In zgodba je zelo pomembna stvar, predvsem to, če imaš ta osebni kontakt z ljudmi, sploh v živih predstavah. Na televiziji, pa na računalniku, pa na socialnih omrežjih je pa treba nekaj hitro pokazati. Pozornost, tako. Ti moraš skozi pozornost držati in tudi ti veliki čarodeji, ki pač izvajajo take trike, oni dobijo od producentov, oni potem gledajo minutažo, ali bo to v redu, ali ne bo, ali bo zdaj karta izginila, ali ne bo, mi rabimo material. Zato se potem to malce uničuje. Ampak jaz sem še vedno pristaš tega, da zgodba mora biti. Ne bom pozabil, Copperfield prednji je letel v tistem znamenitem Flying Specialu. Je 10 minut razlagal, kako si je vedno želel leteti, pa kako je folk poskušal in potem pokazal tisti kolaž videov ljudi, kako so poskušali z letali, pa skrili, pa ni šlo. In se je bilo tako ganljivo, tako se enkrat videl. Sploh živo, po mojem, če si to videl, pa če si malo bolj ob strani sedel, da si videl žice. Ja, absolutno. Se pravi, a veš, v tem današnjem svetu, da bi zdaj ti šel take stvari izvajati, je zelo težko, ker pač ljudje niso več. Včasih so vse verjeli, na televiziji so vse verjeli, to, ono, tretje, on lahko to dela, on to. Zdaj danes tega ni več, zaradi tega, ker pač nam je malo to, moderni čas nam je v bistvu. Absolutno. In zdaj moramo biti stik s časom. In zdaj, daj vidim neke čarodeje, ko se še kar trudijo z nekimi starimi metodami pa to in potem, ko pridejo do take, so vsi tak, ne vem, že v vrtcih zdaj, ko pridejo, že vejo, zakaj se gre. Tako da je treba vedno biti skorak. Ne bom pozabil, sem bil otrok, sem gledal prvič to na televiziji, ta special, ki je bil na slovenski televiziji, Copperfield leti. Ne bom pozabil, kako smo mi to zjali. Stara mama, starata, stric je šel do televizije, da bo te žice videl. To je res človeka prevzeli in časi so vse spremenili malo. Zelo, zelo. Zato jaz tudi probam to ljudem v svojih predstavah dati neko svežino, nekaj, kar še oni niso. V bistvu metode so enake, ampak so spet obrnjene na drugačen način. Zdaj je ogromno telefonov, zdaj je ogromno trikov s telefonom, zdaj je ogromno, ne vem, trikov z temi spletnimi strani, pa s takimi stvarmi. Veš, ko so v bistvu neke vrste, ko grejo v stik s časom. Zdaj, če jaz pridem na predstavo z nekimi škatlami, starimi od mojega starega dedja, a veš, kaj mislim, ljudje bodo vedeli, da zdaj, tam je pa nekaj to, pa to se skriva, pa to ne paše več v naš ta kontekst. Žal, je tako, je pa lahko ti vzameš to metodo, pa obrneš za neko drugo stvar. To, kar pa zdaj delajo sodobni čarodeji. Še ena stvar me zanima, a si takoj dobil ime svoje? Oziroma našel ime? Kako je ta proces? Ker to se mi zdi pa najtežja stvar, če se odločiš za to vrstno kariero.
Dobro, vprašanje, zdaj se še uspel. Jaz najprej moje originalno ime je bilo Ali Magic. Ali Magic. Ali Magic, ja. To bo zveni zelo tako. 1001 noč. No, poslušaj. Ali Magic in potem sem jaz to rekel svojemu bratu, kako bom Ali Magic in je rekel, da ne smem imeti tega imena, zaradi tega, ker ga spomne, kot da kebab prodaja. Smo pol to vrgli v stran. Potem smo neke vrste časa čarodej Aleksander, ampak spet nisi, ker čarodej vsak pol, veš, pomisli otroška magija, vrt, zajci, tako. Ja. Potem smo dal ta Magic zraven. Ampak eni so mi, čeprav zdaj bolj se je neko tretiran kot Aleksander, ker pač že toliko let v tem, da pač vejo, aha, Aleksander, ok. Ampak ta Magic je pa v bistvu, da si vsak sam zna razlagati, kaj je on v bistvu. Kaj je zdaj on, kaj je zdaj ta Magic, ne? In to je v bistvu nekako ostalo z menoj, ne? Pa mednarodno tudi. Ja, absolutno. Mednarodno tudi moj priimek je zelo težko izgovoriti, veš, v tujini, ne? In to je, ne gre, veš, to je potem se malce s tem trašujem, ne? Se nisi nikoli vprašal, kam bi šla tvoja kariera, če bi ostal Ali Magic? Zdaj je kebab, zdaj ga ni. A si prinesel še en trik zame? Sem. To bi pa zdaj res rad bil očaran. Cool. V bistvu, veš kaj je, kot veš, da jaz zelo rad uporabljam en tak zelo zanimiv predmet, ki verjetno pač absolutno ga poznaš, pa tudi gledalci doma ga poznajo. In to karte. Karte, ja. In to zlate. Zlate, ja. Zato, ker sem prišel na tvojo oddajo. Sem rekel, da moram nekaj posebnega. Dobro. Tu imam karte, vse so različne. Prosim bi te, da jih malo zmešaš. Ok. Malo jih zmeši. Ne sam privzdignem. Ne, samo zmeši jih, prosim. Nekoč sem znal mešati tisti pač... Refresh. Ja, to, ampak zdaj ne bom, ker nimamo časa ponavljati in se ne bi rad blamiral. Karte so zdaj lahko, potrdim, zmešane. Odlično, evo ga. Jure, šla sem vam eno zelo preprosto igrico, en tak zelo preprost eksperiment. Dobro. Jaz bom probal ugotoviti tvojo karto, ki si boš izbral, plus zraven. Ja, super. Absolutno. Jaz sem probal ugotoviti, katero karto si boš izbral, potem boš pa ti samemu vse poiskal svojo karto. Ok. Sem dobro začel? Si? Sem, ok. Čeprav ne vem, čem bo presenečenje. No, se je zato. Ok, si pripravljen? Sem. Ok. Lej, Jure, jaz bom šel takole skozi karte in hočem nareči sam kjerkoli stop, prosim. Stop. Stop tu. Prosim, zapomni si to karto, ne Zapomnil pozabi. sem si. Okay. Tvojo karto bomo zdaj v bistvu dali nekam noter in moja naloga je samo to, da bom probal ugotoviti, katero karto si ti izbral. Dobro. Ok, samo misli na to karto, prav? Ja. Daš prosim roko takole naprej, pa z drugo roko Ja. samo preseki polovico, pa mi daj polovico kart v moje roke. Takole. Tako, super si, pa drugo polovico mi daš tudi v roko. Tako, pa bom tu označil, kjer smo dali. Dobro. Da se bo vedelo, ok? Jure, daš prosim prst takole naprej, pa se sam dotakni mojega prsta. To se preveč lepo počuti. Tvoja karta je bila črna, Je bila. tvoja karta je bila križ, Je bil. tvoja karta je bila 10 križ. Je bila. Kako si pa to vedel? No, vse sem ti rekel, da bi ugotovil, ne? Ampak drugo stvar sem ti pa rekel, da si že v bistvu sam poiskal karto, ne? Ja. Ti si dal kjerkoli na pol, imam prav. Tu Ja. smo zdaj označili, Je ne? tako? Jure, če ti pokažem od spodje, je ena karta, kjer si ti presekal, dal na polovico. Točno tvoja. A to lahko meni poveš, ko nehamo snemati? Zdaj ti bom Samo meni. A znaš držati skrivnost? Ne, to si že slišal. Ja. Ampak lahko, pa s tem zaključiva. Lahko. Povej. Če znaš držati skrivnost, jaz tudi. To je to. Najlepša hvala, ker si bil naš gost. Hvala, Jaz Jure. moram reči, da je eden mojih ljubših pogovorov v Vizavi. Meni tudi. Upam, da še kdaj prideš. Z veseljem. Kaj začarati vodajo, mora biti. Z veseljem. Recimo, da Luki izgine. Lahko, ja. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.